No, tole današnje javljanje bo malce daljše. Danes vam namreč pokažem, kakšne težave večkrat zaznavamo pri čisto novih avtomobilih, pa tega ne pokritiziramo. Seveda, nam novinarji večkrat rečejo, da smo podaljšana roka marketinga, ampak da kritika ne pride v TV eter, je skoraj po pravilu razlog povsem drugje. Ne upamo si. Ker dostikrat ne vemo, ali je za napako kriv avto ali pa naša napačna raba. Včasih je napaka lahko čisto navaden slučaj, lahko pa je tudi napaka sistema, ampak v vsakem primeru govorimo o neskončnih telefonskih pogovorih, ki se ponavadi končajo šele potem, ko je problem s kakšnim updateom že rešen. Zato res pokritiziramo predvsem tisto, kar smo prepričani, da imamo 100% prav. Seveda pa še raje pohvalimo. Torej, a si pogledamo? Ampak potem se bo vključil motor. Upajmo. Ali pa tudi ne. Okay, lahko. Ok, še enkrat ga prova, ti kar snemi. Enkrat bo že delal. Čakaj, kaj naredim? A jaz kaj? Da ga zapelješ malo ritem. Ja, da ga. Ok, ti kar snemi. Na svojem ključu pritisnili tipko Hold. Počakali nekaj sekund. Prišli že tako blizu avtomobila, da bi lahko že sami vrata odprli. No, nauk zgodbe je, očitno je treba s ključem še enkrat jasno povedati in avtomobilu povedati, da želiš, da je zaklenjen. Potem zagrabi. Ali pa tudi ne. Mislim, da bo že kar Očitno ni to. Dela. Vse snemaš, ne? Ok. No, zdaj ga imamo to. Torej, na tipko Hold avtomobil vklopite, vžgete, potem pa z drugo tipko ga pošljete nazaj. Lahko se potem z njim takole sprehajate. Ali pa ga pošljete naprej. Pridi. Zakaj pa ta avto zdaj zavija? Aja, meni se umika, no pa probiva, če bo res. Ja, zdaj pa tebe zaznava. Snemaš? Aha, je rekel, da je parkiran. Aha, zdaj bo šel naprej, evo ga. Bo šel. Daj snimi mene. Če bo slučajno se meni... Aha, ne, jaz mislim, da je kar parkiral. Na koncu nam je tega Hyundai z Davidom Šavljem vendarle uspelo zdramiti in tisti zamišljen uvod v zgodbo je uspel. Kakšen je bil seveda končni rezultat, vam ponujem povezavo za Klikent. No, mimogrede, jaz sem medtem, ko vi to gledate, še vedno na poti. Iz Aten sem se res premaknil v München, tam pa snemam zgodbo o Audiju Q8 e-tronu in jutri vam povem, katero krasno zadevo sem zamudil, ko sem bil leta 2018 na premieri tega avtomobila čisto na drugem koncu sveta. Se vidimo jutri.